Pozdravljeni v novi kulturni oddaji, v kateri vam bomo predstavili zanimive goste iz sveta kulture. Prednjačili bodo zasavske kulturnice in kulturniki, lahko pa se zgodi, da bo oddaja tudi kdo, ki deluje izven naših revirjev. Oddaja pa je namenjena predvsem vam, drage gledalke in gledalci, zato se udobno namestite v naslanjače in uživajte. Kulturni kolaček pa bomo pričeli z reportažo 29. Extempora Artcum, ki je zadnji avgustovski vikend gostoval, kot že samo ime pove, na Cumu. Cum je v vsej svoji zgodovini doživel marsikateri zanimiv dogodek, zadnjih 29 let pa je prizorišče umetniškega ustvarjanja likovnih ustvarjalcev, predvsem iz Slovenije. Extempore Artcum je zaživel na Dobovcu, njegov oče Janez Knez pa si verjetno ni mislil, da bo njegova ideja živela in se razvijala toliko let. Aleš Leko Gulič je oseba, ki odlično pozna kulturno dogajanje v Zasavju in širše. Zagotovo umetniško dogajanje na Cumu. Vi ste stalni spremljevalec, dejansko kronist Artcuma. V 29 letih obstoja trajanja tega, čezdalje bolj priznanega Extempora, ste doživeli marsikater vzpon in padec. Kako dejansko vi vidite ves ta čas, vso to obdobje? Zdaj gledam ga zelo z današnjega vidika, ker v bistvu se umetnosti ne piše ravno dobro. Saj ne bom rekel, da se je kdaj zelo dobro pisalo, ampak vendarle vsaj prenašali so jo. No, zdaj se pa pravzaprav na nek način vzpostavlja celo nek sovražni odnos do tega, kaj to rabimo, to je pač itak izven vsega, se nam Amerikanci delajo filme, Francozi slike, in tako naprej. Slovenski jezik je zapostavljen. Seveda je podobno tudi v slikarstvu. Kaj bomo to rabili, Vse se da pravzaprav vse nekje kupiti, kakšne dobre reprodukcije impresionistov in tako dalje. No, šlo je vse v ta potrošniški svet in mislim, da seveda potem takele kolonije Extempora, delovna srečanja pomenijo bistveno več, kot so včasih. Zato se mi zdi, da je dobro, da obstaja padci seveda in pa vzponi so bili. Padec je bil pravzaprav to, da kakšno leto, dve vmes niti ni bilo Artcuma, ampak se je pol naknadno nekaj slik pridobilo, tako da v bistvu zaradi tega fond ni nič manjši. Je pa pomemben. Artcum je bil vendarle izraz nekega navdušenja nad slovensko državo, patriotizma. Janez Knez, ki je to takrat začel, je to delal pravzaprav res z veliko energije, veselja, pa tudi razumevanja med kolegi umetniki in tukaj se je seveda že prvo leto, že leta 91 pravzaprav zbralo vrsta imenitnih slovenskih avtorjev. Danes seveda žal večina pokojnih, ampak to niti ni bistveno. V glavnem, Artcum se je obdržal, je zdržal vse dosedanje pritiske. Moram seveda vmes saj Crnija, Antona Zvoneta Perka pohvaliti, ki je takoj po smrti Janeza Kneza to v roke vzel, še bolj pa Zorana Cvara. Veliko bolj, zaradi tega, ker je ves čas prej spremljal, se na nek način pripravljal, da bo to vzel v roke in zdaj zdržuje neko kondicijo temu srečanju slikarjev, slikark, likovnih ustvarjalcev. Letošnji Artcum, kot sva že omenila, je 29. nekje po vrsti. Temu bi lahko rekli celo mogoče uvertura pred prihajajočo 30. obletnico Artcuma. Na nek način je poseben, ker ima večje število ustvarjalcev. Mediji niso zgolj in izključno samo slikarski. Kako pa vi vidite prihodnost od danes, se pravi od 29. številke pa naprej, kako naj bi se ta Artcum oziroma Extempor na Artcumu razvijalo? Jaz ne bi nič ga razvijal, vse se bo sam. To je umetnosti pa pač res ni treba predpisovati, kako naj koraka in se obnaša. Upam, da bo obstal. Če bojo seveda umetniki videli, da je tudi druženje teh individualcev, ker slikarji so le individualcev pomembno,
da jim da neko, bom rekel, dodatno moč, znanje, vedenje. Če jim še vedno pomeni tisto, kar je pomenil, ne vem, vsem dosedanjim od Rijavca, Skomalca, Kneza, Jeliča, ne vem pač koga bi še vse naštel, če bo nosil to sporočilo, potem je vse v redu. Ampak jaz mislim, da bo, ne, tle je že Valvazor znal kaj lepega povedati, ne, o Kumu in je zdržalo to do dan današnjih dni, če zna dr. Kmetl brez sramu povedati, da je Kumljanc tudi po duši, ne, in če bojo te slikali znali reči, da so Kumljanci zato, ker so bili v Artkumu. Letos je bilo povabljenih 18 umetnic in umetnikov, vendar se zaradi objektivnih razlogov 4 niso udeležili ustvarjalnega vikenda. Bodo pa prispevali svoja dela za razstavo in stalno zbirko Artkuma. Sodelujoči so Eva Forstnerič, Severina Trošč-Šprogar, Nevenka Flajs, Miljan Razboršek, Stanka Golob, Maja Pogačnik, Bojan Dremelj, Bogdan Barovič, Janez Pelko, Jure Crnkovič, Vida Praznik, Lojze Adamlje, Jože Potokar Cvrčo, Nina Gole, Stanka Bantan, Inos Skonc, Mišo Knez in Miha Erič. Organizacija in vodenje takšnega projekta sta zahtevni opravili, kako pa to poteka, pa smo spregovorili z dolgoletnim predsednikom Društva za umetnost Artkum. Moji začetki so bili kot predsednik društva, sem sodeloval z Janezom Knezom in Perkotam. Sodelovali smo do smrti Janeza Kneza in potem Perkota. To se pravi, da smo organizirali na Kumu kolonije likovne in pa razstave. Kaj pa v zadnjih letih? Kdo je tisti, ki išče, izbira umetnike? V zadnjih letih je to Severina, jaz, Nevenka, mislim, tim, ki dobro deluje, mislim, zadnja 3 leta, 4 se je kar nekaj stvari spremenilo. Začeli so se recimo na dan prireditev, pa to so se začele likovne razstave, koncerti, potem smo začeli vabiti kiparje, fotografe in ostalo, mislim, ostale ljudi, ki se z umetnostjo se ukvarjajo. Letošnji Extempore je pa malce drugačen. Več sodelujočih iz več različnih umetniških profilov. Ja, letos je malo drugače, več jih je, mislim, udeležencev bo na razstavi 18, čeprav niso vsi prispeli, ampak dela bojo naredili in oddali. Tema je France Štiglic, tako da se bomo tudi povezali z Delavskim domom Trbovlje za kak film pa to. Razstava bo v novembru, potem pa kako se kdo ustvari mnenje o tem, ne, in kaj bo delal. Severina Trošč-Šprogar je zadnja leta prevzela nalogo izbora likovnih ustvarjalcev. Severina Trošč-Šprogar, vi ste umetniški vodja Extempore Artkum. Kako se počutite v tej vlogi, saj delo, izbor avtorjev ni precej lahko? Ja, hvala, ker ste me tako lepo najavili. Ne, ni lahko, ker sicer poznaš nekaj prijateljev, slikarjev, ampak vsi, ki potem pridejo sem, so v bistvu dobijo nek skupni imenovalec, potegnejo stvar naprej in postanemo pod tem skupnim imenovalcem ustvarjalni na tak način, da so stvari, da tečejo vsako leto posebej na novo, tečejo dalje in na koncu je v redu zadeva narejena. Ampak letošnja tematika je zanimiva, se pravi sovpadanje stoletnice rojstva slovenskega filmskega ustvarjalca Franceta Štiglica in pa Artkum, ki je prevzel tudi to nalogo, da bo na svoj način obeležil to obletnico Franceta Štiglica. Ja. Načeloma nimamo nekih tematik, so svobodni izbor motiva. Ja, letos se meni tudi tako, bom rekla,
ponotranjeno malo, da se zabeleži na nek način mogoče tudi ta velika obletnica. In eni smo se mačkeno bolj, eni malo manj dotaknili tega, upam, da nam je uspelo. No. Vaše delo pa je z naslovom? Na svoji zemlji. Naredila sem motiv, ki je motiv te gospe, ki je posneta preden odide, ko se sezuje, ampak sem ji dala v ležeč položaj, ker so ljudje padli, marsikdo je odšel, tudi moj stric, dol spomenik v Radečah. Doživljam tako, marsikdo je odšel, zato ker so verjeli, pa zato ker so bili prisiljeni in to je v meni not in to je spoštujem, ker spoštujem življenje samo. Zato sem naredila to gospo, ki leži, ampak ni bilo zastonj. Naredila sem cesto, ki se vije nad njo, ki naj bi ponazarjala pot v boljšo prihodnost in jaz upam, da hodimo po tej, kakor si jo naredimo in da tudi bo držala, da ta definicija držala, da gremo še naprej v dobro, ker jaz verjamem v to. Po nekaj letih se je Extempora Artcum udeležil tudi sin Janeza Kneza, Mišo Knez. Ja, jaz sem bil na prvem Extemporu leta 1991, ko ga je oče organiziral in pol še naslednje kolonije sem bil večkratni udeleženec. To se pravi, drugo leto bo zdaj 30. obletnica in verjetno se bomo spet srečali, če bomo imeli kondicijo, da pridemo do Vrhkuma. Vaši občutki, glede to, da je to le vaša, lahko temu rečemo družinska puščina. Kakšni so občutki, ko pridete sem gor na Vrhkuma in ko vidite vse te ustvarjalce? Ja, občutki so lepi, ker prvič so spomini lepi, zanimivi. Vsako leto pridejo novi udeleženci, spoznaš nove slikarje, slikarke, pač umetnike, ki pridejo sem. In lepo se je družiti, sploh če je vreme fajn, če je vse ostalo zraven zanimivo in da se družimo, pogovarjamo, rečemo kako kritično ali pa tudi ne. In lepo je na komu, ja. Letos boste prispevali svoje delo v fond stalne zbirke Extempore Artcum. Kaj pa je oziroma bo vaša tematika? Ja, jaz letos ne bom direkt na komu delal, bom v ateljeju doma v Ljubljani naredil. Ne bom izdal, kakšna bo moja tematika oziroma kakšne slike bom naredil. Naj bo presenečenje. Svoje vtise o udeležbi na Artcumu pa so z nami delili. Ja, vzdušje je super. Zdaj sem prišla komi danes, ker sem bila včeraj službeno odsotna. Ampak moram reči, da sem dobila zelo topel sprejem. Sproščeno je, delaš, kar ti paše, tako da je primerno vzdušje za ustvarjanje. Ste pa zanimiv človek. Ste slikarka, ste psihoanalitik. Kako kombinirate oba poklica? Jaz vidim, da v bistvu za vsakega človeka je pomembno, da ima neko formo izražanja. In se mi zdi, da je oboje in slikarstvo in psihoanaliza je v bistvu samo neka oblika izražanja sebe. Oboje pa deluje lahko terapevtsko, če smo čisti iskreni. V bistvu mislim, da je slikarstvo in neka avtoterapija. In vi, ko sprejemate občutja drugih, ko vidite nekako njihove težave, probleme, se to potem tudi odraža na vašem slikarskem delu ali je vaše slikarsko delo popolnoma samostojna entiteta? Ja, jaz mislim, da v bistvu šele potem, ko ustvariš nekaj, vidiš lahko, šele retrospektivno vidiš subtilne stvari, ki si jih izrazil. Včasih ljudje izražamo recimo stvari nezavedno, tako kot tudi nezavedno gib, mimika, govor, in šele potem retrospektivno, ko sebe nekako opazujemo, lahko vidimo, kaj smo izražali, kaj nismo izražali. Šele potem retrospektivno vidimo, ampak sigurno, vsaka stvar, ki jo doživimo, pač vpliva na nas.
In druženje s ljudmi sigurno vpliva na nas, a ne. Saj to je moja realnost, ravno tako kot vaša, recimo. A ne. Če vaša žena trpi, potem sigurno to vpliva na vas, a ne. Ampak vaš letošnji izziv, France Štiglic, kako ste se spoprijeli s tem izzivom? Zdela se mi je zanimiva tema, no, ko so mi povedali, jaz sem za temo šele izvedela, ko sem v bistvu sem prišla. Najprej sem mislila na okolico slikati, ampak potem sem se odločila, da bom pa še vseeno malo Štiglica mogoče z okolico nekako kombinirala skupaj. Načeloma imam drugače rada stare filme, tako da mi je to tudi te stare barve, retro barve, tako da moja slika je tudi bolj v teh barvah. Kako vi predstavite svoje slike preprostim obiskovalcem, preprostim gledalcem? To vprašanje, kaj slika predstavlja, je pravzaprav čisto odveč. Gre za neko trenutno razpoloženje, nek čustveni odziv na trenutno razmišljanje ali pa na stanje, v katerem se človek v tistem trenutku nahaja. In pravzaprav se to stanje zapiše v obliki neke abstraktne slike na platno. Mislim, da ni potrebno takšno sliko razlagati, kaj zdaj slika pomeni, kaj zdaj pravzaprav to je, ker takšna slika vsakemu posamezniku lahko pomeni marsikaj, vse ali pa nič. In prepušča pravzaprav to vprašanje gledalcu, da se vsak ob takšni abstraktni sliki zamisli ali pa odgovori na svoje vprašanja. In pravzaprav ni potreben nek definitiven, dokončen dogovor. Slika je že sama sebi namen, da nas pravzaprav spravi v neko razmišljanje, pa v neko stanje, da se vprašamo, da iščemo vprašanja, na katere mogoče nimamo odgovorov. In če jih nimamo, je to tudi čisto v redu. Torej slika ne kliče zdaj po nekem definitivnem, dokončnem odgovoru, kaj pravzaprav predstavlja, ne. Seveda, letošnja tematika pa je France Štiglic, kombinacija filma in pa abstraktnega slikarstva. Kako vi vidite filmsko produkcijo skozi vaš način umetniškega izražanja? Ja, letošnje izhodišče teh Extempor na Kumu je bilo seveda življenjsko delo Franceta Štiglica. Mi, ki nismo tako zelo mladi več, poznamo njegova dela, njegove filme, ki smo jih vse gledali, od Na svoji zemlji pa Balada o trobenti in oblaku in tako naprej, 9. krog. Seveda so to teme, ki so zelo široke ali pa mogoče tudi na nek način težke. Zdaj izhodišče mojega dela oziroma prve te slike, ki je nastala, je bilo pravzaprav razmišljanje o tem filmu Na svoji zemlji. In seveda Na svoji zemlji je mene napeljalo na to, da sem uporabil zemeljske barve, da sem upodobil to neko našo lepo Slovenijo, torej našo zemljo, ki nas obdaja. In sem se nekako na ta način navezal na to tematiko. To drugo delo je pa pravzaprav neko drugačno razmišljanje. Je pa pravzaprav ta tema o Francetu Štiglicu zelo široka, zelo je raznolika in mogoče težko nekako upodobiti v nekem materialnem smislu. Sem se pa odločil za neko abstraktno zadevo, torej da lahko vsak sam razmisli o njegovem delu, ker to je res en velik človek, ki je zapustil ogromno dediščino. Skratka, ta abstraktna slika ravno to širino poudarja vsega, kar je ta človek v svojem življenju delal. Alojz Lojze Adamle, nadrealist, ampak človek, o katerem se piše, se snemajo filmi. Ja, to je takšna prispodoba, pompozna najava, ampak sam si želim dejansko kot slikar izpovedati nekaj, kar je moje osebnostno prepričanje, da bi slikarstvo moralo. In to se je zgodilo že mogoče pred 40 leti, da sem spontano vstopil v svet nadrealizma, ki mu nekako vso, bom rekel, produkcijsko ustvarjanje vodim tako v grafiki kot v slikarstvu. Primerjajo vas z Dalijem. Kako se počutite, ko vas postavljajo ob bok tako velikemu umetniku? Ja, to v nekem trenutku človeku polaska, ne.
tako kot da bi neko osebo, ki se rekreativno ukvarja z malim nogometom, rekel, da igra kot Ronaldo. Ne? Skratka, Dali, veliko svetovno ime nadrealizma, je meni bil tudi v nekem trenutku ne vzor, ampak neka obsesija, tako da sem ga jaz nekako tudi skušal naštudirati, kaj je bistveno, kaj je on v svetovno umetniško produkcijo prinesel. Toda v svetu je toliko vrhunskih nadrealistov, ne, ki me vsi v nekem smislu navdihujejo, vznemirjajo, ampak če si slikar, koplješ v svoji podzavesti in mislim, da je to predpogoj, da si lahko nadrealist. Vaš način slikanja, vaš način ustvarjanja je v tem trenutku mogoče celo bolj zanimiv kot prejšnja leta, saj ste tematsko naslonjeni na obletnico rojstva Franceta Štiglica. Kako boste, na kakšen način boste to svoje delo prezentirali? Ja, 100-letnico tega velikega slovenskega oceanista je tudi zame bil v nekem trenutku kot povabljenca v to kolonijo izziv in sem si dejansko domišljal, da je treba to veličino tega velikega moža v kulturi nekako poistomisliti. Zato sem se odločil, da bom napravil 2 slikarska dela iz nekih filmskih kadrov v slikarski prispodobi in sem odslikal 2 motiva z naslovom Na svoji zemlji, kot je bil prvi Štigličev film. Umetnik, slikar, galerist, ki se je pomotoma znašel na Kumu, ali pač ne? Ja, sigurno ne pomotoma, ker v bistvu nekako sem se znašel, lahko rečem, prvič, dobro, jaz sem že v tukaj letih, zdaj že zelo malo nazaj, mislim zelo prej, ne, drugače pa na vsak način pa že zelo na začetku te likovne kolonije, ki je tle gor oziroma tega ekstempora, ki je na Kumu, ne, v samega začetka smo bili priče tem Janezovem projektu, pravzaprav, tako da smo veseli, da še to zmeraj traja. Kako pa z vašo udeležbo? Vi ste večkratni udeleženec Artkuma, vaša dela so večkrat razstavljena, letošnje leto pa vas ne vidimo s platnom. Ja, to pa res, da ne. Namreč ne zato, da bi bil len ali pa da bi karkoli štrajkal, se reče po naše. Namreč poleg nekih obveznosti, ki si jih imamo, se nisem mogel fizično pač tla gor 3 dni nekako zglasiti. Tako da slikajo v ateljeji in počasi raste. Jaz sem sliko zasnoval in poleg tega imam pa tudi tehniko slikanja, lahko rečem kombinirano tehniko in seveda ena posebna tehnologija, ki jo ne morem narediti nikakor v 3 dneh. To bo nastala mogoče v enih 10 dneh, bo pa sigurno na razstavi. Pa mogoče še malce o vaših občutkih transformacije Artkuma od začetka pa do današnjih dni. Ja, zdaj tako, mi smo nekako več ali manj stalni sodelavci ali pa spremljevalci tega projekta, nekako nekih vratolomnih sprememb ne občutimo, vsaj jaz osebno. Bila je to ena taka res zelo posrečena ideja Janeza Kneza, takrat so bili zraven še Miki Ber, pa še nekaj že nažalost tudi pokojnih slikarjev tukaj okoli. Pač neka poskusna varianta, tako se ponavadi tako naredi. In to so bilo enkrat, 2krat, 3krat, 4krat in to je kar obdržalo se. Smo reči, da med tem je bila tudi recimo v okviru tega projekta Artkuma tudi šola za otroke, ki se je odvijala na Dobovcu, okoli Janezovega vikenda dole Knezovega. Vse sorte se je odvijalo okoli tega, tako da kar bohtel je takrat ta Kum, moram reči, tega umetniškega utripa, tako kot je tudi zdaj. In res pa je, da takrat, ker nažalost se zgodi, da nas je vsi skupaj pač vemo, da nas je Janez prhma zapustil pravzaprav. In pač malo z nas skrbeli vse skupaj, ker je bil on neka gonilna sila. Tako da smo zdaj vsi skupaj res, smo tle zraven te ljudi, ki smo tle zraven veseli, da so novi kadri prišli in tole poprijeli in pravzaprav brez vsakega problema teče naprej. Vi ste že 3. udeleženka Extempora Artkum. Kaj so tisti poglavitni vzroki, poglaviten vzgib, ki vas je pripeljal sem gor? Mislim, da so najpoglavitnejši vzgibi ti, da uživam v slikanju. Tako da rada se družim s temi ljudmi, veliko odnesem. To je to. Vaša motivika je pa prav posebna.
Kaj bi lahko posebej poudarili pri vaši motiviki? Jaz najraj, če po pravici delam vse rada, ampak najraj imam pa mandale. In tudi letos bom jaz v ta naš vklopila mandalo. V mandalo bom pa vnesla pač elemente, ki se tičejo te teme, ki jo imamo letos. Ne? Se pravi, France Štiglic, kako pa bo ta zadeva dejansko prezentirana? Vemo, da v bistvu... Še ne vem, točno. Še ne vem. Zdaj, sem že naredila, imam pa še... Jaz, ko začnem, recimo, ne vem, kaj bo pa šlo ven. No. Se pravi, se prepuščate... Prepuščam, ja. To je to. Janez Pelko, fotograf na slikarskem Artkumu, kombinacija, ki preseneča? Niti ne več. V svetu je fotografija že nekaj časa priznana kot del likovne umetnosti. Pri nas se to šele uveljavlja, ampak mislim, da bomo zelo kmalu tudi v polni meri priznali kot del likovne umetnosti. Seveda pa niste prvič na Kumu. Kakšni so vaši občutki, ko sedaj že drugič gostujete? Ja, fenomenalni. Lanskrat sem bil zelo vesel, ko me je Zoran povabil. Tukaj sem prišel seveda z največjim navdušenjem. Žal je močno deževalo, tako da sem imel samo nekih 20 minut časa za fotografiranje, ki sem jih izkoristil. Letos sem seveda prišel tudi z največjim veseljem, malo bolj zgodaj, tako da jutranje ure sem že izkoristil, da sem nekaj stvari naredil. Ampak seveda, France Štiglic je letošnja nekako rdeča nit Artkuma. Kako boste vi vaše fotografije spravili v ta kontekst? Ja, jaz sem nekaj njegovih filmov poznam. On je seveda dal skozi vojni čas in po vojni čas, ve, kaj je vojna, ve, kaj je svoboda, ve, koliko je to pomemben. In jaz sem mogoče malo več poudarka dal, ne zgolj na neke te striktne filmske tematike, ki jih snemamo, ampak na njegovo doživljanje predvsem svobode, pa teh občutkov, ko je vojne konec, ko se zadiha, ko je prihodnost seveda svetla in prijetna. Tako da mogoče malo v tej smeri sem bolj ustvarjal. No. Seveda, vaša fotografija pa je poznana tudi precej dlje po svetu. Ste fotograf, ki ga marsikdo pozna. Seveda, vaše ustvarjanje pa temelji dejansko na čem? Kaj je tisti vaš glavni motiv? Meni se zdi, da nisem glede tega čisto nič drugačen od kakšnega drugega ustvarjalca. Se pravi, jaz izhajam predvsem iz sebe, iz svojih doživljajev, svojih čustev. Nekako svoje doživljanje poskušam povezati z doživljanjem, v tem primeru mogoče Franceta Štiglica, se probam postaviti v njegovo kožo, mogoče gojim neko empatijo do njega. In tudi druge stvari, ki jih ustvarjam, se mi zdi, da predvsem iz sebe izhajam. Tretja izmed sedanjih kreatorjev Extempora Artkum je Nevenka Flajs. Večplastna umetnica in oseba, ki raje ustvarja kot govori. Jaz sem zdaj tule 3. leto in Artkum je taka, bom rekla, zanimiva že zgodba sama po sebi, glede na to, koliko časa že to traja. Res zanimivo zgodovino, no. In vsi ti ljudje, ki pridejo, so umetniki, ne. V bistvu se mi zdi, da je največ druženje, ne. Stvarjanje pač pride samo po sebi, ne. Smo vsi z nekim namenom tukaj. Vaše delo je letos malce drugačno od vaših linij, ki so bile zadnje čase stalnica. Kaj točno to je? Tole pa že spada med, ko pravijo, fraktale, se temu reče. Sicer sem zelo malo naredila, ker pač postopek bo malo trajal, ker je kombinacija večjih tehnik, ne, pa še na kar velik format sem šla. Tako da, ja, ko bo končano, bo bolj jasno, ja. Pa je ta slika povezana z letošnjo tematiko? Ja, bo. Sicer na malo bolj abstrakten način, ampak ja, bo. Seveda, vi pa kot slikarka ste tudi avtorica literarnih oziroma knjižnih del. Med drugim ste napisali zgodovino vašega rojstnega kraja Krmelja. Ste med drugim tudi fotografinja. Kako združujete vse te različne oblike ustvarjanja? Ja, zdaj kot grafična oblikovalka je nekako, bom rekla, kar običajno, da poznaš vse veje, ki spadajo zraven, to je tudi fotografija in do neke mere umetnost, ne.
In ja, včasih je malo preveč vsega, ampak jaz te stvari zelo rada počnem, tako da kar gre. Kar gre. In kakšni so pa vaši nadaljni koraki, vaša nadaljna pot? Kako ste si nekako zaciljali, načrtali? Mislim, da bom nekako ostala približno na tej poti, kjer sem. Edino, kar bi rada si izborila malo več prostega časa, da bom lahko malo več ustvarjala. Edino to. Zadnji umetnik, ki ga predstavljamo, pa je Miha Erič. Njemu je letos pripadla čast, da je združil ustvarjanje na Extemporu. V Planinskem domu je bila odprta in je še na ogled njegova razstava grafik. Ob odprtju razstave pa je skupaj z ženo Natalijo Šepul Erič poskrbel tudi za odličen bluzovski koncert. Miha Erič, letošnja zvezda Artkuma, če lahko temu tako rečemo. Pojavljate se kot udeleženec, pojavljate se kot razstavljalec in pojavljate se tudi kot glasbenik. Ja, najprej bom začel, mi je kar nerodno, bom zardel s takimi izrazi, res. Jaz se z veseljem učim, družim, poslušam, spremljam in neke vrste kot spužva absorbiram okolje in tako res uživam in v neverjetno čast in v veselje mi je, da sem lahko del tega, mislim, skoraj da bi lahko rekel festivala, ne, manjšega delavnice, kolonije. Omenili ste slikarsko kolonijo Zagorje, omenili ste Artkum. Vi v bistvu v Zasavje se počasi že selite, to je že vaše tretje razstavljanje, tretje udejstvovanje v Zasavju. Ja, bo držalo, ne, imel sem v galeriji Media, sem imel razstavo in pa nastopal sem v Zasavju tudi v kavarni DDT s Samuel Bluzom. Prej sem pa tudi že nekoliko prej sem pa tudi s mojimi profesorji tukaj po Zasavju, rekel, vandral. In lepo mi je, mislim, fajn sceno ohranjate tukaj, rekel, in glasbeno in likovno in je čudovito priti sem in biti del tega in se družiti in ustvarjati. Bom rekel, vse nekaj pokažemo, vsak, ko pride pač tako, kot v moji vlogi se nekaj pokaže, ne, ampak hkrati zelo veliko tudi ustvarjalci odnesemo tudi, ne, od takih dogodkov. Vi ste na nek način zanimiv ustvarjalec. Vaše tehnike sta linorez in lesorez, kar je tudi predmet letošnje razstave na Artkumu. Zakaj ste se dejansko odločili prav za te tehnike? Ja, zdaj rekel bom, da se vse začelo v osnovni šoli, ko sem bil v 3. oziroma 4. razredu. Je bila zadeva ta, da sem rad hodil po Bolšjakih, namesto kot moji vrstniki, ki so hodili v trgovine ali pa v Koloseja ali pa McDonald's, sem jaz hodil na boljše sejme in tam z očetom so tam gledala kakšne stare tiskovine, stare grafike in zadeva je ta, da so me starine vedno zanimale in tudi stari vtisi, stari mojstri. In potem ko sem pač zbiral te stare grafike, skozi sem pa vedno risal tudi sam, ne. Sicer bom rekel, sem prežet s to tehniko in z načinom, ne delam tako, da bi sledil temu, ampak izhajam iz tehnike, ne. Tudi tehnika, ki jo sedaj delam, ta ročno koloriran lesorez, izhaja iz prvih knjig, ne. Prve knjige tiskane inkunabule so bile narejene na ta način, da je bila matrica črno-belo vtisnjena na papir in potem ročno pobarvana. In tudi stare, rekel, vse stare knjige so tiskali takrat pred printerji tako in pa stare igralne karte so bile na ta način. Tako da tehnika, ki jo uporabljam, je stara iz Evrope dobrih 500 let, 600 let, iz 13. stoletja se pa lesorez iz Kitajske, bom rekel, se je razvil tam. In s to tehniko se predstavlja tudi na letošnjem Artkumu, kjer je seveda že večkrat omenjena rdeča nit France Štiglic in pa njegova obletnica delovanja. Kako ste se vi odločili oziroma kaj ste pripravili? Ja. Zadeva je ta, najprej moram povedati, da France Štiglic, ne,
se je v moje otroštvo opisal tako, mislim, čeprav sem pač ta generacija, no, v kateri pač ti filmi niso bili narejeni v času moje generacije, ampak je zadeva ta, da sem že kot otrok gledal Dnejoči Petra, še posebej pa Dolina miru mi je ostala v spominu, ne, s tem ameriškim igralcem, ne, John Kitzmillerjem in pa Na svoji zemlji, ne, če se ne motim. Ja, in ti filmi, to partizanstvo in bom rekel tudi ta način snemanja teh filmov so mi res ostali v spominu. Sam sem pa tudi navdušen nad partizansko grafiko, ne. In nekako sem se odločil in sem danes dokončal in v okviru vtisnil tukaj, sabo sem pripeljal Prešo, ženo, otroka, 3 meseca starega, smo vsi prišli sem, družinsko, in tukaj sem do konca zrezal tale sorez in ga vtisnil in v okviru in ratala ena taka, bom rekel, ena takšna podoba. Zdaj, če bi razlagal, kaj je to, ne, France Štiglic z 2 kamerama, eno kamero ima na tirnicah na desni rami, potem zadnje je nekako tako tipično slovensko okolje z gozdom, cerkvico in oblaki in nad njem se razvije filmski trak. To je bila neka taka inspiracija, ki sem jo sproti dobil, ko sem rezal. Odlična ideja in pa seveda čestitke k starševstvu. Vaše delo je pa tudi prežeto z glasbenim ustvarjanjem, predvsem z bluzom. Bili ste, oziroma ste še član prismojenih profesorjev? Bili ste član prismojenih profesorjev bluza, ste samostojni ustvarjalec bluza, sodelujete z ženo, z bluzom in pa tudi z ostalimi ustvarjalci. Kako bluz kot glasbena zvrst vpliva na vaše slikarstvo oziroma na vašo ustvarjalnost v likovni tehniki? Ja, bom rekel, zdaj bluz je način izražanja, ne, ena govorica, ki se pojavlja, govorica glasbe, ne besedna, glasbena, inštrumentalna tudi govorica, ne. In to je popoln izraz, ne. Nekdo potrebuje psihologa, pač bluz je pa dejansko kanal za odvajanje tega, bom rekel, mi živimo v redu časih in v redu okolju. S tem, ko sem bil v ZDA, ne, v Združenih državah Amerike, sem videl, da imamo v Sloveniji, da imamo tukaj Ameriko. In moram pa reči, da v likovnem smislu se pa seveda povezuje, ker jaz imam rad pokrajino in meni se zdi, da nekako bluz izhaja iz pokrajine, iz planot, iz dreves, pa ni važno, če je to, bom rekel, vezano prav na Ameriko, ne, na Združene države Amerike, ampak jaz mislim, da bomo pred nam tudi Slovenci, da imamo in bluz v ljudskih pesmih, ker tudi pesmi opisujejo delo, težko življenje, ampak na vesel način barvajo to. In prav tako v grafikah se da, ker grafike načeloma, če se tiskajo, sploh kakšen lesorez ali pa linorez, če se s črno barvo tiska, lahko dobi neko težko tako noto, skoraj kot bluz bi lahko rekel, ne. Slikam pa krajino, krajina je večinoma, no, zdaj sem tudi malo s portreti začel, ampak povezuje se pa tudi to, da dostikrat naredim grafike za CD, za naslovnico CD-ja in za te CD-je, ki jih jaz posnamem skupaj z prijatelji in ženo in pa tudi za druge CD-je sem delal naslovnice. In tukaj imam 2 primera. Eden je s Tilnom Stepišnikom, Smet, to je duet Smet, ne, in je tukaj ena grafika, zadnje je pa tudi karikatura naju, 2, ne, izdano v naši samozaložbi Orbita,
Potem je pa tukaj še ženo sva izdala pa zbirko ljudskih in svetovnih, tudi klasična glasba je na tem CD-ju prerejena za citre in ustno harmoniko. Ustno harmoniko pa igram v drugi poziciji, ki se uporablja v blues igranju. Se uporablja druga pozicija ustne harmonike. In tako nekako kombiniram in grafiko in glasbo in moram reči, da mislim, je delo, hkrati pa bi tudi težko rekel, da je delo, ne. Imam probam imeti spoštljiv odnos do tega, ampak hkrati pa tudi ni delo to, kar je čisti užitek, no, dejansko. In sem vesel, da lahko to delam, da imam te možnosti in to, da sem na tej koloniji letos. Noro, res. Ne morem opisati, če kako drugače, res čudovito. Najlepša hvala, pa veliko zabave in seveda uspeha v prihodnosti. Hvala enako. Hvala za vašo pozornost in srečno do naslednjič.